sklopu prireditev Sevniško grajsko poletje je v atriju na gradu poslušalce navdušil duet violinistke Ani Bukovec in pianista Igorja Vičentiča. Bukovčeva ob tehnični dovršenosti izstopa po svojem prepoznavnem slogu interpretacije klasike. Vičentič je kot profesor in korepetitor na Ljubljanskem konzervatoriju za glasbo in balet prepoznaven svojo žanrsko poustvarjalnostjo. Z Bukovčevo sta se združila letos v poletnih glasbenih pripovedkah. V bistvu se za njo so se poznala že nekaj let predno so začela sodelovati, tako da smo se poznali z različnih odrov, z različnih projektov. Smo sodelovali že v bistvu prek skupine Terafol, ki so imeli nek projekt Simbolični orkester, skratka smo se že poznali in ne vem, enkrat sem dobil klic njen in me je poklicala in vprašala, če bi bil pripravljen z njo koncertirati in seveda sem z veseljem sprejel. To je ena lepa ponudba in lepa priložnost, da sem bil zelo vesel tega klica. Bukovčeva je imela takrat že pripravljen repertoar, a le okviren. Ampak je Anja vedno poudarjala, da bi rada ustvarjala tudi repertoar skupaj. Tako da sva v bistvu se skupaj pogovarjala o tem, kaj bi igrala, padajo ideje in se v bistvu tudi si dajeva izzive za prihajajoče koncerte, tako da ni samo ustaljen repertoar, ampak nekako tudi odkrivava nove skladbe in v bistvu uživava skupaj v tem, da odkrivava tudi novo glasbo in nekaj, kar mogoče tudi nisva še prej igrala oba. Bukovčeva je filmsko glasbo iz njunega programa posnela v spremljavi orkestra. Program, ki ga izvajata, pa ni na nobenem nosilcu zvoka. Čakava, da bo priložnost, da bova to lahko posnela. Več faktorjev odvisnih od tega. Nisva samo midva, še prostor, pa finance, pa takšne stvari. Tako da pripravljena sva, upava, da bomo mogoče do konca leta še celo kaj uspelo posneti, če ne pa zagotovo v drugi polovici naslednjega leta. Po poletnem koncentriranju se Bukovčeva pripravlja še na turnejo po Kitajski. To je v bistvu pa projekt v sodelovanju z določenimi orkestri, tja grem solistično. To je, pripravljamo sicer zdaj trenutno 2, ampak po vsej verjetnosti bo tista novoletna bolj aktualna. Tako da zaenkrat še nobenega orkestra tam ne poznam. Še nisem imela priložnost sodelovati z lokalnim kitajskim orkestrom, tako da se zelo veselim. Kitajci se navdušujejo nad evropskimi klasiki, ti pa na tem velikem trgu iščejo nove priložnosti. Kitajska mi je kot dežela zelo, zelo interesantna in ker sem bila tam zdaj že ene parkrat, se več ne počutim niti tako tujo in se zelo hitro prilagodim in tudi se zelo dobro z njimi ujamem, tako da komaj čakam. Skoraj 2 uri trajajoč koncert Bukovčeve z Vičentičem poslušalca napolni z energijo, izvajalcu pa jo odzame, zato mora biti dobro fizično pripravljen. Ja, se strinjam, vsak dan telovadim. Vsak dan. Pač je treba vzdrževati šport absolutno nujno, ne samo da priporočam, ampak skoraj zahtevam, še posebej pri svojih učencih. In tako da sama sem šla čez eno fazo, ko se mi je to poznalo, ko nisem preveč pazila na svoje telo, tako da vsak mu polagam na srce. Toliko kot se vadi, isto pomembno je skrb za fizično kondicijo. Prava prehrana, mi smo vrhunski športniki in se moramo tako tudi delati z svojim telesom, s pravo prehrano, s športom in s počitkom, ni vse samo v vaji. Fascinira njen stik z občinstvom, komunikacija prek violinskega loka, njena interpretacija glasbe kot čistega užitka. Bukovčeva je sicer pred kratkim praznovala rojstni dan, ki ga je preživela v stiku z naravo. Ta dan sem si vzela pa prav prost in sem šla v hribe, v slovenske hribe, bil je prekrasen dan in ni bilo lepšega. Jaz imam nerada neke masovne žurke in proslave in ne vem kaj, to me sploh ne privlači. Imam rada svoj mir in če je le možno, da grem čim večkrat v naravo, med živali in med gozdove in takšne stvari, tako da to mi je najlepše in sem dobila za rojstni dan točno to, kar sem si želela, tako da je bilo super. Sicer pa vrhunski glasbeniki nimajo prav veliko prostih dni. Zdaj z Vičentičem po Sloveniji preigravata poletne glasbene pripovedke.